Carlos Castaneda je v moje življenje vstopil leta 2001. Takrat ga ni bilo več na tem svetu, je pa v svet dal precejšnje število knjig, v katerih je opisal svoje potovanja, zavesti in kaj vse se mu je dogajalo na bojevniški poti. Imel je dovoljenje takrat, da preda to znanje naprej. Drugače je bilo to znanje skrito tisočletja in tisočletja. Veliko ljudi, vem, je takrat, se pravi v 60., 70., 80. letih prejšnjega stoletja, sledilo njemu, bralo njegove knjige in tudi preizkušalo neke svete rastline. Sama sem se na to pot podala, zato ker sem začutila, da je vse to, kar on piše, res in da so možnosti, ki jih imamo mi kot človeška magična bitja, neverjetne. Želela sem raziskati to in zanimalo me je, zakaj se počutim tako nepopolno, zakaj se ne počutim cele. In stopila sem seveda na to pot ter se začela učiti tudi magične kretnje in pa rekapitulacijo, ki ju šamani izjemno priporočajo. Od takrat je minilo že kar nekaj let in sčasoma sem začutila, da bi rada predala to naprej. Zato sem potem leta 2008 začela z delavnicami in jih izvajam vse do danes. V tem času sem tudi jaz zrasla, se marsikaj naučila, spremenila, kakšne stvari spustila, kakšne dodala in moram reči, da sem izjemno hvaležna, ker v tem obdobju, torej teh 20 let, malo več kot 20 let, sem jaz naredila res velike spremembe. Lahko si zamišljam, kakšna bi bila, če ne bi delala na sebi, ampak seveda očitno to ni bila moja pot in sem izjemno hvaležna, da je Castaneda stopil v moje življenje in da mi je v bistvu odprl oči. Vsake toliko tudi začutim, se pravi njegovega duha in duha Don Juana, pokličem jih tudi za pomoč pri kakšnih delavnicah oziroma v svojem dnevu. Gre pa za to, da v bistvu to znanje danes, kako to znanje aplicirati v svoje življenje danes, to je tisto veliko vprašanje, zato ker ti šamani, ti starodavni čarovniki so živeli čisto na en drug način in so imeli druge pogoje. Mi danes živimo v drugačnem svetu in je vsekakor zelo priporočljivo, da uporabimo to znanje, da ga živimo, ampak seveda, da ne poskušamo živeti tako, kot so oni. Jaz sem to veliko let skušala in tudi živela tako, ampak sem videla, da enostavno ne bo šlo. Ja, energije so druge, časi so drugi, sem pa uspela s pomočjo, se pravi, tega, kar oni pišejo, predvsem pa z magičnimi kretnjami in rekapitulacijo, spremeniti svoj nivo zavesti. Spremeniti v tem pogledu, da se jaz vidim drugače, da svet zaznavam drugače, da jih ne zaznavam skozi neke projekcije, iluzije in, bomo rekli, navade, ampak da ga zaznavam takega, kot je. In moram reči, da je to za moje stanje tako osvobojajoče, da je težko opisati z besedami. Ko enkrat, recimo, nisi navezan na nekaj več, ko vidiš v bistvu svet brez nekih rožnatih očal, ko čutiš svojo energijo, ko začutiš svoj vir, ko razširiš svojo zavest, ko pogledaš izven okvirov, to so trenutki, ki jih jaz dobesedno ljubim. In zato vztrajam na tej poti in bom vztrajala do konca, ker vem, zakaj se borim. Z vami sem Leticia Fortin, z Energijo živim in bom delila svoje izkušnje in znanja in dogodke po Castanedi. Se vidimo v drugem videu. Čau, čau!